Tako so prepričani na Ministrstvu za notranje zadeve in policiji, ki v sodelovanju z nevladnimi organizacijami vodita kampanjo za osveščanje o spolnih zlorabah otrok. Učence osnovne šole Drska sta tako kriminalistka in policist osveščala o tem, da je treba o vsakršnem nasilju, ne le spolnem, spregovoriti. Otroci so skozi prebrano zgodbo, ki govori o njihovem vrstniku, ko se mu je dogajalo spolno nasilje, v bistvu prišli do te informacije, da ne glede na to, kaj se jim dogaja, da o tem spregovorijo. Otroci so na predavanju vseskozi sodelovali. Zelo zanimivo v bistvu, ko smo s pomočjo zgodbice spoznali, da skrivnosti v bistvu nekatere slabe ne smejo ostati skrite. Odločene skrivnosti res ne bi smele biti skrite, ampak jih nažalost večina ljudi skriva, ker se bojijo izdati. So na predavanju povedali, da jih je zelo pomembno povedati osebi, ki ji zaupamo, najbolj pa je, če imamo že izkušnje. Z otroki je tekla beseda tudi o nasilju, ki se dogaja na družabnih omrežjih, kot je Facebook. Se pa, kot pravijo, zavedajo, kaj so spolne zlorabe in da se dogajajo tudi okoli njih. Včasih tudi kaj so kakšne punce, pa grejo učiteljicam povedati, pa kaj tazga tako. V osnovni šoli Drska namenjajo v zadnjih letih precej pozornosti medvrstniškemu nasilju in nasilju v družini. Srečujemo otroke, ki so prizadeti, ki so zaprti vase, slutimo, da se nekaj dogaja in smo dostikrat tudi na šoli strokovni delavci v dilemah, kako pristopati. Zato je naš namen osveščati otroke, da se znajo ubraniti, da znajo reči ne, drugi korak, da znajo povedati in da znajo poiskati pomoč. Ko o tem govorijo učitelji in pedagogi, je dostikrat drugače, kot če to storijo strokovnjaki od zunaj, dodaja Kulovčeva, zato podpirajo sodelovanje s policisti, zdravstvenimi delavci in drugimi.